Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorom. Tokratna tema je posel, numerologija v poslu, pa naj gre za osebne finance, naj gre za vodenje popoldanskega SP-ja ali večje firme. Za vas sem oblekla moj najboljši rekelc, mislim, da se ga niti slučajno ne vidi dobro. In ko gremo na razgovor, ko gremo na nek pomemben sestanek, ko si želimo službe, ko se resnično želimo potruditi, se pripravimo, je res? In podobno je tudi s poslom. Zakaj se ne bi pripravili? Namreč moje vprašanje današnje oddaje je, ali je numerologija misticizem, hokus pokus, kar neki, ezoterika, ali pravzaprav skrivno orodje, da ne rečem orožje, uspešnih. Glejte, jaz se z numerologijo strokovno ukvarjam več kot 20 let. Kar nekaj let sem delala tudi na upravi Mercatorja, imela sem stik z najbolj tistimi velikimi dobavitelji, tudi z Žitom itd. itd. Verjemite vi meni, da tudi v Sloveniji 20 let nazaj se je marsikater izvršni direktor, lastnik firme, tudi moškega spola, obrnil na astrologe, na numerologe, na to, kar danes rečemo alternativa. In če pogledamo v zgodovini, japonski cesarji, vsi tisti resnični vplivneži v zgodovini, v starih civilizacijah so imeli ob sebi modrece. Danes imamo odvetnike, da nas kdo ne toži. Takrat pa so se resnično zavedali vpliva tudi tovrstnih ved. In odprli bomo z enim posebnim seznamom. Naredila sem kratek seznam, bom rekla, blagovnih znamk, ki jih vsi poznamo in imajo seštevek 8. Seštevek 8 je tisti, ki vemo, je najbolj dobrodošel, ko govorimo o prodaji. Kaj bom prebrala, ker je predolg? Samsung, Amazon, Facebook, Nike, Toyota, Visa, McDonald's. Kdo na tem svetu ne pozna McDonald'sa? Sony, BMW, Porsche, IBM, Netflix, Adidas, Mercedes, Pepsi in pa tudi blagovna znamka Cola, Chanel, Chevron. Tile so mogoče malo bolj specifični, nekateri boste poznali, nekateri ne. Walmart, Oracle, gamerji, oprostite mi, ne vem, kako se to izgovori, Tencent, Intel, Bayer, Aspirin, ki ga vsi uporabljamo, verjetno proizvaja Bayer. Disney, Honda, Hyundai, Nestle, UPS, Airbus in tako naprej in tako naprej. Jaz imam gospo, s katero sodelujem že veliko let. Se opravičujem za sekundo. Z gospo sodelujem že veliko let, deluje v Avstriji, prav za vsako ponudbo, povpraševanje, razgovor, dvig cen, za čisto vsako stvar se skupaj usedeva, pogledava točen datum, točno uro, točno vsebino, kakšen je naziv firme, s katero si želi sodelovati, kakšen je naslov lokacije, na kateri želi opravljati svojo storitev in tako naprej. Nekaj na temu je. Jaz bom tale uvod zaključila takole. Glejte, škodovati ne more. Vam pa lahko iz osebnih in poslovnih izkušenj povem, da nekaj na temu je. Pa poglejmo kaj. Se pravi, če rečemo, da to zdaj ni misticizem, da marsikje na svetu je to definitivno že kar standard. Steve Jobs vemo, da je znan po temu, da se obrača na astrologe. Numerologija se od astrologije razlikuje v temu, da si lahko pogledamo tudi trgovske znamke, naziv podjetja, logotov, okrajšav, misli, kajti vsako črko lahko spremenimo v številko. Se pravi, ne govorimo samo o obdobjih in kdaj je pravi čas za določeno poslovno odločitev, mogoče tudi to, da damo mir, tudi to je fajn, da vemo, kdaj ne bomo prodrli na tuje trge, ampak pravzaprav vse. Torej, pričeli bomo kar pri nazivu podjetja. To je daleč najbolj pomembna zadeva, kajti tako kot jaz rečem, jaz sem Lili Sorom, vemo, da vesolju s tem povem veliko. In podobno velja tudi za naziv podjetja. Naziv podjetja oziroma podjetje v numerologiji tretiramo kot lastno identiteto, kar pomeni, da bomo vedno gledali naziv podjetja, pa dajmo reči Samsung, ali je skladen z dejavnostjo, ki jo prodaja.
storitvijo, ki jo nudi, se pravi, ne samo prodaja, ampak prodaja česa. Ker je razlika, ali prodajamo čevlje, ali prodajamo hiše, ali prodajamo storitev, kot je masaža, ali prodajamo storitev, kot je recimo kozmetična zadeva, ali pa morda nepremičnine. Se pravi, že samo to, dejavnost je že prodaja, ampak prodaja česa je tudi pomembno. Gledali bomo potem Samsung kot bitje, lastnika Samsunga, kot tistega, ki je najbolj povezan s tem bitjem, in potem seveda tudi, vplive danega obdobja, v katerem smo. Da vas ne izgubim, vrnimo se na naziv. Se pravi, naziv podjetja je tisti naziv, kot je pri nas zaveden v Ajpesu, torej v primeru SP-ja, glavna dejavnost, ime, priimek, SP je običajno naziv podjetja. Ta naziv naj bo skladen, kot smo prej rekli, s glavno dejavnostjo, z namenom in s ciljno publiko, kot pa tudi z osebo, ki je podjetje registriralo. Če rečemo, da je vsaka črkica neka številka, je zelo dobrodošlo, da vsaka ta črkica simbolizira to storitev oziroma predmet oziroma izdelek oziroma ponudbo. Zelo pomembno je, da je naziv podjetja tudi skladen z domeno. Domena seveda je drugačen seštevek, imamo spredi www, in potem .si, .com, Kovačeva kobila je bosa, seveda. .si.com odsvetujem, kajti .si in .com, če jo izluščimo ven iz celotnega naslova, je karmični zapis, se pravi .net, .eu, EU decimo je 8, ampak pomembno je, da seštevek domene potem ne pokvari seštevka. Glejte, mi imamo lahko Samsung, ampak če damo www.samsung.si in če ta seštevek ni v redu, v spletnem svetu Samsung ne bo imel tako optimalne prodaje, kot bi jo lahko imel. Se pravi, že takoj razmišljamo malo naprej, kako se bo to potem skladalo in z domeno in z ostalimi stvarmi. Naziv podjetja je tisto, kar je zelo pomembno, ker je zelo dobrodošlo, da pogledamo, kakšne vibracije nosi, kakšne vibracije dodaja našemu poslu. In bom tukaj dodala takole. Sprememba imena je recimo ena taka stvar, kjer se resnično vidi, da numerologija deluje, kajti k meni pridejo tudi dame ob ločitvi. Recimo, da so otroci že veliki, ali da jih ni, ali da je šlo za zelo toksičen boleč razhod in želijo iti nazaj na dekliški priimek oziroma na nekaj drugega. Ko mi začnemo gledati originalno, bom rekla, kombinacijo, s katero je bila dama rojena, in potem te številke, ki jih je pridobila z novim imenom, z novim priimkom, z novo kombinacijo, velikokrat mi rečejo: o moj bog, pa res. In tudi kadarkoli govorim o tem na socialnih omrežjih, velikokrat potem dobim v inbox: res je, s tem priimkom se nisem počutila kot jaz, oziroma se ne počutim kot jaz. Mož je super, vse je super, ampak jaz sem pa tako čudna. Tako da, dragi moji, naziv podjetja podobno je energijski naziv, ki ga oddajamo v vesolje, in vsakič, ko rečemo Samsung, točno vemo, zakaj se gre. V Samsung recimo po moko za kruh ne bomo šli. Torej, dragi moji, to je prva taka zelo velika zadeva, kjer o tem pogledamo domeno, okrajšave, krajši naziv, logotip, moto in vse te stvari, ki potem lahko iz te besede Samsung ven izvirajo. Podobno velja za trgovsko znamko, za brand. Tudi Škodo smo že sodelovali, tudi Škodo smo gledali že, to pa več ni brand, znamke avtomobilov. Torej, dragi moji, tukaj resnično ni meje, je pa pomembno, da so si te stvari med seboj skladne. Nedavno tega sem delala en res poglobljeno svetovanje, kozmetična znamka je bila, top kvalitetni izdelki, prodaja pa ni bila temu primerno dobra. Malo smo poglihali nekaj črkic in se je takoj poznala sprememba. Zelo pomembno je, da vemo, kaj in komu prodajamo in da imamo potem tudi nazive izdelkov temu primerno energijsko usklajene. Se pravi, če prodajate mandale, kako boste te mandale imenovali? Če prodajate nogavice, če prodajate zobne krtačke, saj ni važno, vse ima neko ime. In ko je posel vaš in oblikujete svojo spletno trgovino, znova Kovačeva kobila je bosa, je fajn, če si te stvari preračunate vnaprej, da je to pravzaprav z energijskega stališča gledano povezana celota, ki točno ve, kaj želi. Točno ve, kaj želi ustvariti, kakšen je namen in kakšen rezultat pričakuje. Vse to lahko pogledamo že z nazivom podjetja, z nazivom produktov, z nazivom okrajšav, motov, logotov. Kaj pa pravi čas? Kaj pa pravi čas?
Vsi vemo, da so trenutki, ko nam vse gre, in vsi vemo, da pridejo obdobja, ko nam nič ne gre, ko nas energija bremza. Za lansko leto smo govorili, se pravi 2025, da so zelo neharmonične energije, da bomo težko ohranili tisto, kar se bo na novo začelo. In res je bilo tako, sicer se je to najbolj odražalo v odnosih. Bom rekla, veliko je bilo nihanja, veliko je bilo guncanja, veliko je bilo neodločnosti, veliko je bilo nenavadnih zgodb. Podobno seveda je tudi v poslu. Trg se lahko spremeni 1, 2, 3. Glejte, za 2020 sem jaz rekla, ruknilo nas bo, globalno bo in svet potem ne bo več enak. In res je tako. Če bi si 2019 mislili, kako zelo bomo vse potisnili v spletni svet, verjetno ne bi verjeli, da se bo to tako čez noč zgodilo. Pa se je. Torej, dragi moji, pravi čas je ključnega pomena. In ko zdaj gledamo recimo registracijo podjetja, denimo, da se odločite, da boste odprli SP. Spravi, pomembno je, da so same črke, številke v datumu takšne, ki krepijo vašo dejavnost. Pomembno je, da se števek datuma na koledarju takšna, ki krepi vašo dejavnost oziroma spodbuja posel oziroma označuje nov začetek. Ne vem, če se sliši, evo potrditev. Potem tretja stvar. Vi kot lastnik podjetja, se pravi, tudi rabite biti v dnevu, ki simbolizira ali nov začetek ali posel. Pravi, te 3 kombinacije rabimo najti. To ni vedno enostavno, vedno najdemo tisto, ki je najboljša, vam pa polagam na srce, numerologija, astrologija, džotiš, ni važno, katera veda. Dajte se poglobiti, preden registrirate, preden nekaj zaženete, preden nekaj začnete, da ste resnično v energijah, ki vas krepijo. Jaz vem, da 15-20 let nazaj smo se temu smejali, danes vidimo, da na retrogradnem Merkurju nekaj že je. In kar veliko strank mi že reče, pa bo pa retrogradni Merkur, se pravi pred tem datumom rabim datum, ki bo zame dober. In pravi čas pravzaprav je za vse. Registracija samega podjetja, se pravi začetek. Pomembni pogovori, pomembni razgovori, kater datum in katera ura. Kdaj se boste soočili s tistimi osebami, katerih se morda bojite? Recimo, da ste pa zaposlen, pa želite povišico, pa vaš šef veste, da ne bo na tem zelo navdušen. Se pravi, kdaj je pravi čas za pravzaprav vse? Marketinške akcije, začetek socialnih omrežij, spremembo grafike, nekaj, ko spremenimo, nekaj, ko dodamo. Jaz mislim, da vsi vemo, da Špelo Grošelj sva prijateljici in da tudi poslovno sodelujeva, se pravi, Špela vedno pogleda za nov komad, kateri datum in katera ura. Kajti je razlika, ali govorimo o duetu recimo, ali govorimo o nekem komadu, ki bo plesen, ki bo spodbujal gibanje, ki bo lahkoten, ali govorimo o globokem, ljubezenskem, skoraj da duhovnem besedilu. Pravi, veliko dejavnikov je, katere je potrebno upoštevati in ki so povezani z različnimi ciframi. Zato boste videli, da ne izdaja svojih komadov vedno ob isti uri, kot bi sicer mogoče predvidevali. Torej, dragi moji, pravi čas je res ključen, upoštevati je treba kopico različnih stvari. Ni pa pomembno, ali zdaj govorimo o tem, da imamo podpis pogodbe, razgovor, želimo dvigniti cene, želimo poslati ponudbe, želimo nekako se z nekom osebno srečati in tako naprej. Za vse obstaja pravi čas in prav je, da si svoj koledar na to nekako naglihamo. Zato tudi obstaja v moji ponudbi posebni poslovni koledar, ključnih datumov, na katere vas jaz opozorim lahko za celo leto naprej in potem si lahko od marketinga, poslovnih razgovorov, širitve, dopustov in tako naprej planirate glede na to. Lokacija, naslov. Naslov je pomemben. Poglejte, Feng Shui je taka čudovita veda, za katero vsi vemo, da obstaja in je zelo zahtevna, zelo modra in tudi zelo učinkovita. In pravzaprav gleda lokacijo, energije lokacije. Torej, ko govorimo o lokaciji, ena stvar je seveda, kje je podjetje registrirano, torej, če imate SP, kje je zdaj ta naslov. Druga stvar seveda so potem poslovne enote, franšize, poslovalnice, trgovince, lokacije, kje, recimo, da ste prevoznik. Tudi to, kje imate kombije, kamione, parkirane, je pomembno. Torej, dragi moji, lokacija je tista, ki nam pravzaprav sporoči, na kakšnih tleh gradimo. Dajmo to primerjati z rožicami. Če imamo kaktus, vemo, da ga ne bomo posadili v zelo vlažno zemljo in ga ne bomo zalivali vsak dan.
Če imamo kakšno drugačno cvetlico, ki potrebuje veliko vlage, jo bomo zalivali, dali v temu primerno prst in še špricali. Je res? Sicer nam ne bo uspela. Podobno je energija lokacije. Hišna številka, naslov, kakšna je lokacija, kaj bo cvetelo na tej lokaciji. Določene lokacije so fenomenalne, recimo za otroški vrtec, za kozmetični salon, za mogoče domačo gostilno. Tam nekaj zelo ostro, hladno poslovnega ne bo blestelo. Se pravi, če želite prodajati avtomobile, če govorimo recimo o športnem objektu, turistični agenciji, če govorimo o tem, kje so merkatorji. Določeni merkatorji cvetijo, določeni ne. Torej, dragi moji, velikokrat se odgovor, zakaj je temu tako, skriva ravno v lokaciji. Kot zanimivost naj vam povem, na Dunajski Fontana, uspešna vsa leta, odkar so odprli, sosednji lokali običajno niso polni. Polni so, ker je fontana polna, ko se nimajo več kam usesti. Tudi tu, recimo, če se poigramo z naslovom, bomo ugotovili, da naslov fontane je zelo dober, naslov drugih barov pa ne. Kar nekaj se jih je že lokalov tam zamenjalo, pa nihče resnično se ni prijel. Torej, dragi moji, lokacija je tista, ki nam pomaga razumeti, v kakšne energije sadimo svoj posel, kar velja pa tudi za domeno. Domena je pravzaprav naša lokacija, naš naslov na svetu, spletu. V spletnem svetu, kje nas najdejo, na kakšni lokaciji, kaj ta seštevek pravzaprav na energijskem nivoju sporoča. Se pravi, tudi domena je v tem primeru zelo, zelo pomembna, tudi socialna omrežja, se pravi naziv za socialna omrežja. Ali je to zdaj Facebook, ali je to zdaj Instagram, sploh ni pomembno, LinkedIn. Kakšen je naš naziv tam, kdaj objavljamo, kaj želimo z določeno objavo doseči. Moja vodila recimo so objavljena zgodaj zjutraj, da jih lahko preberemo, preden se dan začne, se pravi, to je njihov namen. Ali je ura optimalna? Ne. Ta ura, roko na srce, meni prodaje ne bo prinesla. Torej, dragi moji, zelo pomembno je pri socialnih omrežjih, da vemo točno kdaj in kaj. Špelo smo že omenili, veliko slovenskih vplivnežev se podobno pozanima, kdaj objaviti oglas, ob kateri uri, za kateri izdelek, za katero sodelovanje, kdaj objaviti neko zadevo, ki je osebne narave, kdaj skomunicirati recimo, poročila se bom, oziroma s partnerjem so se razšla in tako naprej. Kdaj je tisti pravi trenutek, da resnično dosežemo tiste ljudi, ki to sporočilo potrebujejo. To je bistvo. Ni bistvo, veš kaj, daj ti zdaj meni povej, kdaj ne jaz to objavim, zato da pa bom cel car in cela Slovenija me bo poznala in jaz bom ful slaven. Ne. Pa moram povedati, da še z vsemi osebami, s katerimi sem sodelovala, verjete, da jih ni malo, ampak glejte, korektno je, da te podatke zadržim zase. Še vsi običajno rečejo tako, da bodo dosegli tiste ljudi, ki to rabijo. Tiste, za kogar je to namenjeno. Ker recimo, če jaz nimam dojenčka v tem trenutku, potem, veste, plenice mi nič kaj prav ne pridajo. Morda pa nekdo drug ravno to informacijo rabi. Se pravi, tudi ko govorimo o socialnih omrežjih, o objavah, o marketingu, o tem, kar sicer običajno imamo do tega odpor. Priznam, meni je grozen, jaz se vidite, oglasov nimam, redko povem, moram se prav za ušesa skoraj da zvleči, kaj vse v moji ponudbi, kljub temu, da absolutno bom rekla, daleč najbolj iskalno so res izbire imena, spremembe imena, analize odnosa, bolj take stvari, coachingi, kot je samozavest, coachingi, kot je kaj je moje poslanstvo, ki so moji darovi, talenti. Velikokrat k meni pridete in rečete, Lili, izgubila sem se, ne vem čisto dobro, zdaj kako naprej, kaj za vraga se mi sploh dogaja. Okay. Ampak tudi na poslovnem področju moram reči, da imam nekaj čudovitih, res takih velikih sodelovanj za seboj. Se pravi, lahko suverenost rečem, res je nekaj na temu. In tukaj bom zdaj tudi sama sebi rekla, marketing nažalost je potreben. Ampak dobro narejen marketing bo narejen tudi ob pravem času. Ali zdaj govorimo o nagradni igri, a govorimo o reklami, a govorimo o popustu, a govorimo o tem, da pripravljamo nov izdelek. Poglejte Michael Jacksona, poglejte njegov film, kaj vse se po svetu dogaja. Ljudje še zdaj plešejo, so po ulicah, v kinu. Marketing je bil fenomenalen in marketing se je začel občutno, preden je prišel film ven. Isto, tale Prada, Devil Wears Prada, zdravi, dragi moji, ključno z mano, to je pomemben del posla. Kot tudi poslovno sodelovanje. Recimo, dobro, eno so stranke, drugo pa so sodelovanje tudi z drugimi poslovnimi mogodci.
da je v tem primeru pravi čas za pogovor, za to, da mogoče pošljete neko ponudbo, nek predlog, potipate vode, kdaj se spraviti na pogajanja. Razlika v energiji je pogajanje ali razgovor ali podpis pogodbe, začetek sodelovanja, mogoče odpoved pogodbe, mogoče to, da zaključujemo neke stvari. Se pravi, tukaj so energijsko zelo drugačne vibracije potrebne. In ko govorimo o poslovnem sodelovanju, še ena velika zadeva, za katero moram reči, da imam tudi čudovite rezultate, sodelujem z nekaj kozmetičnimi saloni v Sloveniji, kjer moram reči, se vemo, velikokrat pride tudi do fluktuacije kadra. Numerologija nam lahko zelo pomaga razumeti, ali je kader, ki se je nekako prijavil na naš razgovor, primeren. To zdaj ne pomeni, da ljudi kritiziramo. To tudi ne pomeni, da segamo v privat sfere oseb, ki so se prijavili na razgovor. Tukaj želim biti zelo jasna, tudi bom rekla malo ostra. Nisem pristaš tega, da se brska po intimi drugih ljudi. Tudi meni, če bi se recimo prijavila na delovno mesto, ne vem, prodajalke v Mercatorju, to ne bi bilo prav. Ampak dejansko v Mercatorju imajo psihološke teste kot marsikje. Numerologija je pa lahko tista češnjica, ko imate 2, 3, 5 recimo. Jaz mislim, da več kot 5 še smo zelo redko delali. Ko imamo tistih zadnjih nekaj ljudi zbranih, tisto peščico ljudi. In kar vidim, da je resnično doprinos, je tudi to, da razumemo, kakšen kader dobimo. Recimo, da imate butik. Recimo, da delate nohte. Recimo, da imate kozmetični salon. Recimo, da imate salon, kjer podaljšujejo trepalnice in tako naprej. Se pravi, nek manjši kolektiv, za katerega seveda je fajn, da se med seboj dobro razumemo in dobro sodelujemo. Zdaj ne govorimo o nekem, recimo, šoferih avtobusa, ki pač imajo dokaj osamljeno delo, bom rekla. Ni te interakcije med zaposlenimi LPP-ja tako zelo veliko tekom delovnega procesa. Torej, recimo, da imate neko trgovinico, kjer želite nekoga, ki bo resnično z dušo prodajal to, kar vi ponujate, oziroma celo opravljal storitev. Pomembno je, da razumemo, kakšna je ta oseba. Nekatere osebe imajo težavo z avtoriteto v smislu, da če boste vi špilali zdaj nekega ful hudega šefa in boste zadirčni in boste nesramni, se bodo na to zelo slabo odzivali. So osebe, ki pač potrebujejo mogoče pisna navodila in jim je tako lažje. Je lažje, če dobijo neka navodila v roke, grejo domov, jih preberejo, osvojijo, pridejo nazaj. So osebe, ki potrebujejo veliko pogovora, ki potrebujejo mogoče malo več časa, da se naučijo, priučijo in bodo potem najbolj zvest, priden, marljiv delavec. Ljudje smo si različni. Bistvo numerologije ni, da ljudi kritiziramo in da iščemo, kje imajo napake, ampak da vemo, kako s to osebo optimalno ravnati, da se bo ta oseba počutila sprejeta, cenjena in posledično bo dala vse od sebe. Torej, dragi moji, ogromno različnih stvari se v poslovnem svetovanju da pogledati in seveda še zadnje vprašanje, kaj pa pol, Lili, če mi zdaj to ful iščemo, ful delamo, ful računamo, pa izračuni niso vedno optimalni. Recimo, da pridete k meni, imate en naziv, ki ni Samsung, ampak je nek XY in pač res ta naziv ni okej za to, kar si vi želite. Vedno se da pomagati. Pri Feng Shuiu poznamo zdravila, pri Jyotishu poznamo zdravila, enako je pri numerologiji. Že pri samem nazivu, mogoče ne boste dali prodaja telefonov, ampak bomo dali prodaja mobilnih aparatov. Veliko se da nareči pri samem nazivu, tako da si pomagamo, da drugače zapeljemo, ali bomo rekli dejavnost, ali bomo rekli neko besedico bomo dodali. Vedno se da najti tisto, kar je optimalno za vas. Če tudi morda ti prvi predlogi niso bili. Torej, dragi moji, numerologija je tukaj orodje, da resnično pomagamo svojemu potencialu in obenem obogatimo naše stranke. Jaz upam, da je bilo tole smiselno, jaz upam, da vam je kaj prav prišlo. Kot zanimivost naj povem, vedno iščemo število 8. Število 8 je tisto, ki simbolizira manifestacijo, ki simbolizira poslovni uspeh, obilje. Je pa res, da ga povezujemo tudi z lastno vrednostjo. Se pravi, mi imamo lahko najboljše možne izračune, datume, nazive, vse, če v sebi ne verjamemo, da smo v nečem dobri, nam ta 8 ne bo pomagala. Zato vedno, ko pridete k meni, jaz računam tudi vsa vaša števila in imam ta pogled tudi preko svetovanja. Točno vidim, in kdo prišel k meni pa bo rekel, yes, the best, to vem, da sem super, v temu sem dober, sem dobra, jaz vem, da me uspeh čaka, sam še dajmo tole numerologijo narediti, da vem, kdaj pa kako.
Razlika je, če nekdo pride k meni in joj, imam redno službo, pa si ne upam, pa ne vem, pa kako bom. Tudi to je potrebno upoštevati. A veste, numerologija je čudovita veda, s katero resnično lahko pomagamo sebi, tudi kadar morda še nimamo te samozavesti. Torej, dragi moji, z močjo osmice naprej.